centrov prejelo najobsežnejše investicije v slovenskem turizmu v zadnjih 10 letih. Sredstvi v skupni višini dobrih 76 milijonov evrov se je pridobilo novo infrastrukturo ter bogatejša doživetja. Namen investicije je tudi bil, da se smučarska središča prestrukturirajo v gorske centre s celoletno ponudbo, predvsem za aktivni turizem. Kako dobro so torej gorski centri izkoristili potencial izvedenih investicij? Koliko se je ob tem okrepil obisk v poletnih mesecih? Ter kam se bo v prihodnje namenjalo sredstva za nadaljnja vlaganja? Kakšna je torej bilanca letošnjega poletja? Kako dobro je bil na terenu tudi strani gorskih centrov izkoriščen potencial izvedenih investicij? Kaj torej pravijo številke in kaj pravite upravljavci na terenu? Če se vrnemo mogoče malo nazaj na lansko zimo, po vseh teh izvedenih investicijah, ki smo jih izvedli, kot je že uvodoma bilo rečeno, je šlo za po 15-letnem premoru, za kar nekaj vlaganja, ki so pomemben korak nadaljnjemu razvoju celoletnega gorskega turizma in po slabi lanski zimi, najslabši v zadnjih 20 letih, predvsem zaradi toplih temperatur, smo potem zakorakali v poletje. Poletni rezultati so bili bistveno boljši, v gorskih centrih smo beležili preko 20% rasti. Ta rast je bila namenjena predvsem zaradi vseh teh dodatnih dopolnilnih programov, ki smo jih v okviru celoletnega turizma tudi pripravili. In v tistih centrih, kjer so bile izvedene investicije, iz tistih centrov prihajajo spodbudni rezultati in tudi multiplikativni učinki, ki se poznajo tako na gostinstvo, kot v lokalnih skupnostih, na drobni obrti, na vseh ostalih dejavnostih. In formula seveda vlaganja v celoletno infrastrukturo je upravičena in samo potrebno je nadaljevati in verjamem, da gorski turizem, ki v Sloveniji ustvari tako in tako največ nočitev, preko 1/3 ima še večji potencial in mislim, da lahko pridemo tam do 40%. Zaenkrat imate boljše številke na zimski sezoni, ampak v prihodnje se bo to spremenilo. Bo poletna sezona tista, ki bo prevagana? Absolutno. Ta trenutek je zima še vedno, glavna dejavnost gorsko-turističnih centrov in želimo si, da bi z vsemi temi dejavnostmi in pa z prepoznavo, kako pomembna so ta vlaganja in s prehodom na celoletni turizem se predvsem v naslednjih 5 letih lahko zimska in poletna sezona nekje izenačila in to bi pomenilo potem tudi nadaljnje možnosti za razvoj in pa predvsem v tej smeri, da se bodo enkrat lahko gorski centri samostojno razvijali, da te nujne investicije, ki so potrebne za push-up, zato da bomo lahko te investicije zagnali, potem pa prišli do neke normalne ekonomske osnove. Katera nova doživetja lahko uporabniki pričakujemo v gorskih centrih na smučiščih v letošnji zimski sezoni? V letošnji zimski sezoni predvsem smo v centrih poskrbeli za to, da so te investicije, ki so bile v lanskem letu, res za nohte izpeljane oziroma pripeljale do zime, sedaj kvalitetno zaključene, da so nove proge urejene na marsikaterem smučišču, da je poskrbljeno za kulinarično ponudbo, za doživetja, za dogodke. Skratka, jaz verjamem, da letošnja zima bo pravi pokazatelj vseh teh investicij, ki so se v lanskem letu zgodile in verjamemo absolutno tudi na to, da bodo vremenski pogoji letos bistveno boljši in da bomo lahko pokazali, v kaj smo investirali in v katero smer gremo. Držimo pesti, a vroče vprašanje, ali bomo letos smučali dražje kot lani? Glede, slovenska smučišča so ohranila nek normalen nivo cen, smučali bomo nekje v povprečju za 5% dražji, kar pa je bistveno ceneje, kot pa to ponujajo sosednja smučišča v Avstriji, v Italiji, in kjer so karte v povprečju od 20 do 30 evrov dražje dnevne karte kot v Sloveniji. Koliko smo cenovno torej primerljivi s tujino? Zelo primerljivi in verjamem, da z to primerljivostjo bomo tudi uspeli, da bomo doseči večji obisk slovenskih smučišč in pa seveda tudi pridobiti več tujih gostov. Še zadnje vprašanje, kako kaže s prodajo enotne smučarske
vozovnice, sezonske? Prodaja kaže dobro, nekje smo malenkost nad lanskim povprečjem. Lani so prodali cirka okoli skupaj z SSV in SSV 1500 kart in računamo, da bo letos ta odstotek za 7-8% večji. Mi smo se nekako gledano, so se cene smučarskih vozovnic v Sloveniji zelo, bom rekel, prišlo do tiste osnovne podražitve. Osnovna podražitev pomeni, bom rekel, neka ekonomska rast cen, predvsem vemo, da delovna sila je vsako leto dražja in jaz mislim, da tukaj nismo pretiravali, da tukaj smo napram tujini ostali zelo na realnih temeljih, ne. Absolutno pa okoli same omrežnine nimamo ta trenutek niti vkalkulirane te omrežnine v teh cenah 5% podražitve, niti nam ni bila možnost dana, kot je dana, bom rekel, gospodarstvo, ni bila ta možnost dana, kot je dana neko prehodno obdobje za gospodinstva, ne. In mi smo do zadnjega računali, da bo tudi za gospodarstvo veljali isti kriteriji, ne. Temu se je prizadevala tako gospodarska zbornica, kot obrtna zbornica in bom rekel, da na to vprašanje dejanskega odgovora pravzaprav nimamo in še bomo poskušali vplivati na to, da bi ta, bom rekel, ta ukrep bil izenačen. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Nemci so izračunali, da se vsak vložen evro v infrastrukturo v gorskih centrih oplemeniti v širšem okolju za 5 do 7-krat. Se zavedamo tega tudi v Sloveniji? Absolutno se tega zavedamo in verjamem, da je ta, bom rekel, infrastruktura, osnovna infrastruktura, s katero smo generator tega zimskega turizma in letnega, celoletnega turizma, tipična osnova za to, da so lahko polne nastanitve, za to, da dela drobna obrt, za to, da dela gastronomija in jaz mislim, da tukaj se predvsem z investicijami, ki so bile izvedene, vidijo učinki in pravi učinki pa prihajajo šele letošnjo zimo in pa naslednjo poletje in verjamem, da bomo s tem tudi dokazali, da je tudi pri nas tako in da je smiselno absolutno vlagati naprej v to infrastrukturo in imeti posluh za ta vlaganja. Kaj novega nas čaka na Kopah? Kakšne so nove investicije? Nove investicije na Kopah, v smislu zimske sezone smo dokončali nekaj prog novih, naredili 250 novih parkirnih mest, gastronomsko pojačali naš, bom rekel, lokalno smučiščo, zaključujemo ta trenutek fazo 33 apartmajev, ki bodo do novega leta predani v uporabo in absolutno mislim, da smo v zadnjih 4 letih investirali 25 milijonov v našo destinacijo in da je to ena najhitrejših razvijajočih se destinacij Slovenske. Ja, mislim, predvsem tukaj vidimo mi, bom rekel, nadaljevanje nekega sodelovanja tudi z državo, z Ministrstvom za infrastrukturo, z Ministrstvom za gospodarstvo. Mi smo, bom rekel, na Združenju slovenskih žičničarjev nam je nekako uspelo tudi dogovoriti, izpogajati zakon o žičničarstvu že pred nekaj leti. Imamo sedaj tudi pravilnik o vzdrževanju teh žičničnih naprav, za katere so vsako leto namenjena neka sredstva. Predvsem gre tukaj za varnost teh naprav in pa skladnost z zakonodajo. V nadaljevanju si pa seveda smo v pogovorih in si želimo, da bo sprejet tudi pravilnik o investicijah, ki bojo pomagale v naslednjih letih, bom rekel, prebiti te mejne kritične investicije, ki smo jih začeli z lanskoletnimi razpisi in seveda želimo si, da bi prišli do neke kontinuitete tukaj, da bi potem lahko z nekim planom tudi načrtovali investicije in v sklopu teh investicij absolutno, bom rekel, reševali tudi take
projekte, ki so nujno potrebni, da, bom rekel, da smučanje v Sloveniji ne bo zamrlo. Eno od teh je absolutno tudi Kanin, ki ga podpiramo, da se rešuje situacija, ne? In verjamem, da bomo skupaj z državo najdli, bom rekel, neko rdečo nit tega zakona in oziroma tega pravilnika in ustvarili nek trajni vir razvoja do takrat, ko bo to potrebno, seveda, ko bomo pa ekonomsko zreli za to, da bojo ta smučišča oziroma gorski centri lahko to infrastrukturo potem razvijali naprej, pa bo ta vložek države potem vedno več. Si pa predstavljam, da je konkurenca za Alp in Balkana vedno bolj neizprosna. Absolutno. In da je bitka za gosta. Vemo vsi skupaj, da se je v zadnjih letih intenzivno razvijal Balkan. Veliko smučišč se je posodobilo, bom rekel, v nekih centrih, ki smo jih imeli še nekaj cajta z rezervo, danes pa so z infrastrukturo že pred nami, da o zahodnih smučiščih ne govorimo. Vlaganja vsako leto v te investicije so ogromna v resnih centrih in zato je tudi potrebna neka marža EBITDA, ki ustvarja te investicije in pa seveda tudi ostali generatorji, ki pomagajo pri tem razvijati to zadevo, to so pa evropska sredstva in pa tudi država. Spet lahko rečemo, da poskušamo ustvariti nazaj neke redne linije avtobusnih prevozov, kjer bi vseeno se pripelje več ljudi na smučišče, spodbujamo, pri nas tudi spodbujamo z nekimi tedenskimi akcijami, cenejše karte med tednom in s tem spodbujajo, da ljudje, ki se pripeljajo od daleč, da se jih več pripelje v avto. Jaz mislim, da to so tiste minimalne stvari, ki jih lahko naredimo takoj, ne. Absolutno pa si želimo v prihodnje, nadgraditi to zadevo, predvsem to, da bojo v smučarskega središča vozili električni avtobusi in pa bolj to množičnost razdeliti tudi z vlakom in ostalimi prevoznimi sredstvi, ko to počnejo. Ja, predvsem je to, mi se moramo zavedati, da ta majhna smučišča, kjer se naučijo prvih zavojev, otroci, so zelo pomembna za smučarsko opismenjevanje naprej. V tej luči se tudi na Združenju slovenskih žičarjev trudimo z državo, da bi ohranjali ta smučišča. Predvsem popularizacija in pa interes za smučanje v zadnjih letih upadal. Predvsem mi vidimo tukaj, da tudi na račun tega, da se investicijski cikli niso dogajali, sedaj se trudimo skupaj z Smučarsko zvezo, skupaj z združenjem in letos je tudi država podprla projekt Smučar na smučeh, s katerim bomo 10 000 otrokom pomagali oziroma omogočili brezplačno smučanje in skupaj vsi deležniki smo šli tukaj, z nekimi zelo dobrimi in konkurenčnimi pogoji v ta projekt in verjamem, da za popularizacijo slovenskega smučanja moramo še narediti kakšne takšne ukrepe in predvsem pa medsebojnega sodelovanja veliko, ki bo pripeljalo do tega nazaj, da bomo močna smučarska destinacija tudi z dobrimi rezultati naših športov.